železen, prekrasen star most in tam se začnejo Radeče. In potem so se mimo Sevnice pripeljali v Krško, drugače so v regiji Posavje še občina Brežice, Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli. Nekako Center za podjetništvo in turizem je odgovoren za promocijo turizma in pokrivamo tudi podjetništvo. Drugače je pa mesto Krško, samo mesto razdeljeno na dva dela, stari in novi del, ki se mu reče Videm. V starem delu so dejansko živeli, delovali različni učenjaki, Adam Bohorič, Jurij Dalmat in Valvazor. Tam imamo prekrasen park, posveten tem znamenitim osebnostim. Imamo tudi mestni muzej, ki ima letos 10. obletnico praznuje, knjižnica z starim delom oziroma zbirko starega dela knjižnice. Na tem videmskem delu je pa nekako se razvil ta novi del ob industriji. Imeli smo zelo močno papirno industrijo, celulozo, kovinsko predelovalno industrijo. In tukaj na tem delu je nastala tudi tržnica, kar ni naključje, kajti ljudje, ki so delali v teh tovarnah, so si želeli tudi lokalne hrane, tako da kmetje so prinašali na to tržnico lokalno hrano. Drugače pa boste videli, ko bomo šli čez tržnico, se je nekako razvila vsa trgovina, tudi tekstil. Dejansko so vsi iz podeželja prihajali v Krško ali pa v Zagreb, tudi Kočevje, po razne tekstilne zadeve. Tako da pred leti, nekako pred 10 leti je ta tržnica naša že zelo propadala. Nekako je potem občina razmišljala, ali jo sploh še obnavljati, ker so se razvili drugi trgovski kanali, trgovine so zelo močne. Ampak nekako je občina se odločila, da je naša lokalna hrana na prvem mestu in da želimo ohranjati tržnico in spodbujati ljudi k lokalni samooskrbi. Tako da se je tržnica kompletno obnovila, pridobili smo kar nekaj evropskih sredstev za to obnovo, postopoma smo jo obnavljali z različnimi sredstvi, tako da danes smo zelo ponosni na to tržnico, na njej organiziramo različne dogodke, tematske, vsaj 6 jih imamo na leto v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem Krško. Danes gremo pogledati pustni sejem, ki smo ga še obogatili z krško-poljskim prašičem. Imamo tudi en projekt na temo krško-poljskega prašiča in urbanov vrt, tudi vrtnike želimo oziroma ohranjamo sedi. No, malo bomo počakali. Tako je pač v Krškem, ko vozijo tukaj transportni vlaki proti Madžarski ali pa proti Zagrebu. Krško-poljski prašič, ki je edina avtohtona sorta prašiča v Sloveniji. Se pravi, ni samo pri nas, ampak je tudi širše po Sloveniji. Potem modra frankinja, ki jo razvijamo, rumeni plavec, zelenjadarstvo, sadjarstvo je bilo zelo razvito, vinogradništvo. Imamo pa še zelo eno tako posebnost, kar se tiče skute. Mi pri nas poznamo dve vrsti skutin. Ena je kisla skuta in sladka skuta in to na mikrolokacijah različna področja izdelujejo svojo skuto. Se pravi, so pa razlike v tehnologiji, ena pač nastane iz fermentiranega mleka, ena pa takšna, ki je bila pač na hitro narejena, se pravi s pregreto smetano in potem ponavadi se doda kis in potem to koagulira in iz te skute pripravljamo različne sladice. Tako da to je nekaj malega, če vas bo karkoli še zanimalo, smo seveda na voljo. Zdaj v zgornjem nadstropju tržnice deluje ta sejem, ki ga organiziramo, pripravljamo. V spodnjem nadstropju pa običajno poteka sobotna tržnica, ki se začne že zelo zgodaj, že tam nekje ob 6. zjutraj pridejo lokalni kmetje, zelenjavo in običajno imajo že to svoje stranke, ki jih obiščajo, tako da bi bilo to o tržnici. Zdaj bi pa predala še podžupanji, da še ona pove, kako občina Krško diha s tržnico in lokalnim okoljem. Ja, hvala lepa, lep pozdrav tudi v imenu občine Krško. Kristina je že kar nekaj naših ključnih znamenitosti povedala. Sama bi mogoče sem to dodala, kar sem že prej začela, da v Krškem pač imamo nuklearko, katera nam seveda daje tudi nekaj denarja in danes se že pozna
so se včasih naši ljudje vprašali, kje se ta razlika pozna. Se pozna. Lahko dejansko z nekaterimi projekti prehitevamo in ta železnica, mi že 20 let prosimo slovenske železnice, da bi karkoli uredili, ne urejajo, smo pa kar sami začeli. Tako smo uredili ta most preko, tako smo uredili na drugi strani, sicer z njihovim soglasjem, ker je del zemljišča tudi od slovenskih železnic, park and drive, parkirišča, seveda to je investicija $500 000 vredna, ampak se je uredilo, ker tu je kar neka nesnaga postajala, deponirali so se razni les, razni vozila in dejansko ni bilo mestotvorno. Zdaj naprej pa že delamo anketo, predvsem od prebivalcev, da vidimo, kakšen moteči faktor je ta železniški promet skozi mesto, predvsem iz vidika, da bi sugeriral železnici, da se na tem odseku ta železnica zapre ali na neki drugačen način distancira od okolja, da bo lahko okolje tudi normalno delovalo in živelo. Na vidimo seveda, kot vidite, imamo ta stanovanjsko območje, ki se je razvilo, predvsem blokovsko in je dejansko to moteče, ker hrup vete, kako potuje. Drugače pa, ja, Tržnica moram reči, da sem že kar 6. mandat v občinskem svetu in sama osebno sem bila vsega začetka, tako kot je rekla Kristina, ker se je mogoče nekdo tudi razmišljal, da bo te blagovni centri oziroma veliki centri prinesli kvalitetno hrano oziroma da bojo lahko domačini v njih noter prodajali. Predvsem pa je problem tudi, če naši domačini prodajajo, kajti imamo velike predelovalce sadja, zelenjave, ampak seveda oni vse skladiščijo v centralna skladišča v Ljubljano in potem spet te prevozi. To, kar pa mi kupimo danes na tržnici in naši lokalni predelovalci res lahko vse prodajo, je pa prejšnji dan nabrano, pripeljano sem in je drugače. Korenčki niso enakih oblik, niso enake velikosti in moram reči, da sem zelo vesela, da lahko kupujemo, da čim manj teh transportnih poti, ki so danes tudi problematične in ta vsa logistika, tako da seveda tudi v imenu naših ponudnikov, ki nam to ponujajo. Jaz vam želim predvsem lepo bivanje pri nas v Krškem, skozi leta dejansko skozi Center za podjetništvo in turizem smo razvili tudi druge produkte, ne samo nuklearko in pa industrijo in to, kar smo imeli, ampak smo te svoje lepote, ki jih imamo tudi infrastrukturno obnovili, predvsem mislim se na kulturnih in ostalih spomenikih, ki smo jih imeli, ko je nastal tudi naš muzej oziroma prostori, ki jih imamo, grad, kulturni dom s svojimi enotami in pa seveda tudi Center za podjetništvo in turizem, kateri je v domeni večinoma žensk pri nas, zelo uspešno promovira. Sveda občina pa pri nas je drugače kot v Ljubljani, da morajo tisti, ki prodajajo tam stojnice zakupiti oziroma jih plačevati. Pri nas seveda to ne gre v tem lokalnem delu spodnji, zato da je neko uravnavanje, ampak te tematske sejme, ki jih prireja Center za podjetništvo in turizem, z vso vsebino pa dejansko še vedno sofinanciramo oziroma podpira lokalna skupnost, kar pa je vedno dobrodošlo, so te vidim tako na eni strani, predvsem, da se ljudje povezujemo in združujemo. Jaz namreč vodim tudi gasilce in vete, gasilci smo tisti, ki smo radi na kupu in ki vemo, da se številčno potem se upravičujem, da je v številčnosti močno. Tako da lep dan vam želim, to, kar mislijo vam pokazati, kar rekla Ksenija, mislim, da so to res lepe stvari. Razen cvička, ki smo ga včasih in je bila zelo lepa zgodba in dobra zgodba, narejena z tega našega posebneža, ki ga še vedno naši fizikalci radi popijejo za žejo in pravijo, da je tudi za holesterol je dober, ampak imamo pa tudi res kvalitetna vina. Sama rajše pijem modro franko. To pomeni, da manj delam in se manj potim in pol ne rabim špricarju s cvičkom. Vsem skupaj lep dan in dobrodošli vedno, kadarkoli boste v Krškem, da tudi obiščete mogoče občino, se oglasite na eni kavici pri županu. Imamo namreč zdaj 3 podžupane, prej sem bila kar dolgo leta sama, da imam še 2 kolega, tako da vedno bo se nekdo našel čas za vas, da bo lahko z vami kako kavo popil, pa tudi mogoče kaj dobrega rekel, oziroma se pogovoril z vami o naši občini.